Rad bi se spet zahvalil sponzorju, se pravi Velobar. To nedeljo smo bili na izletu, pa nas je bilo skoraj 30, tako da je bilo full fine kolesariti z vsemi. Naslednjič spremljajte Velobar profil, imate v descriptionu. Če ima kdo kakšno vprašanje za Bineta, imam jaz kle telefon, lahko pošle sporočil, praktičen karkoli vas zanima, pa ga bom vprašal na podcastu. Evo, to je to. Bine, ko si? Evo, super, vidim, da imaš dva telefona, tako v bistvu lahko pošljete mesečno oba. Jaz imam tudi enega še v zadnji, lahko še na mojega, pa mogoče pa to dobimo en ta prav vprašanje, ki ga bom bil pripravljen sploh odgovoriti, ne? Tako da, zelo dober, lepo, da si me povabil, če ne ješ drugega za to, da se spet vidva po dolgem času. Moram povedati, da jaz pa Čero, ne, sva včasih malo več časa preživela skupaj, ko sva glih začela s kolesarstvom oziroma z bajkanjem, po domač pojem. In Čero je bil zmeri boljši, ne, ker je bil pač bolj razvit za svoja leta. Ne bom povedal, kako. Ne, še zdaj ni razvil. Jaz sem čist nedonošen, tako da, ja. Zdaj sem začel malo na masi dobivati, tako da malo bolj leti. Ej, danes ste kolesarili, kje ste bila? Ja, bila sva na Javorju v Trbovljah, mat kurba. Noro. Moram povedati, da tudi oktobra bo tam en tak kratek event, oziroma enodnevni event, ki ga mislim, da je Sebastian Zmrzlak organizira, plus fantje iz Trbovlja, tako da jaz mislim, da bo cool, da prijete pogledati, zaradi tega, ker treli so že zdaj kar pravim. Daj še enkrat povej datum. Nimam pojma. Poglej, Kdaj ne bo pride pogledati? Jaz mislim, da najbolj, da spremljate vse te Facebooke, TikToke, Instagrame, vse te stvari, Kje pa jih, kaj, definitivno tvojega, bo, ne na MTPC, to je uraden dogodek, to ni neuraden, okej. ni Se underground. pravi, to kaj nek enduro event ali... Ja, v bistvu bolj druženje, so pa enduro traili, ni za cestne kolesarje, lahko si prijete pogledati, ful dober klanc drugač, greste lahko pa še na Čemšenik pa dol, ampak na trailih boste pa malo, mogoče malo nastradali. Ni to za... Ne, pa sej, imamo poslušalce iz vseh koncev. Tako da, midva, ki so začela, midva so se v bistvu spoznala na po moje kakšen dual slalom. Davnega leta, po moje, 2001. Ja, če ne še, ja, tam nek, ampak jaz, kakor se spomnim tebe, ta prvič je bilo po mojem v Stahovci, pri Džeriju na bivšemu dual slalomu, kamor sva hodila točen po tisti tekmi, na kateri jaz še nisem smel sploh nastopati, ker sem bil premajhen pa premlad kao. In pol, pazi to naslednji teden, a ne, valjda po dirki, jaz prijem isto pač proba ta kurs in tam Čero treniral z dresom, Maxi Sport črnina, rdečo, zelena, črna. V tistih časih itak je imel najboljši kolo, le sem pa pač mogel pregoniti iz krana. Ampak pa naj je pa tvoja mami po mojem dan pelala. Nekaj tacga, no, tako da v bistvu po mojem najno prijateljstvo se je nekako tam začel. Ja, ne, se po moje je bilo... A se ti kaj drugače spomni? I was pinned down. Bend over. Čevap mi je rekel, njegov band boš. Ja, Čevap, nisem ga že dolgo videl, no. Čevap je ena kranjska legenda bajkarska. Tako da ja, pač. No, namo, ki da so Čevapom. Morajo boljših. Mi da se takrat furala bike fighte, dual slalom, downhill še celo. Forkross je to, so šladnigo še, se spomnim. To je bilo v bistvu še toliko. Pa so pa v bistvu še downhill si ti celo en let, oziroma eno sezono prišel še v Avčah si dirkal, se spomnim, s Hajoktejnom. Ja, se tam, pa sem imel pa še nekaj GTI drive. Ja, tako, pa je bil pa še GTI drive, ampak je bil tisti GT, je zgledal skoraj tako, kot vrečkov bike dons. Zelo spucan, nič kaj dosti praskan, tako da... Tako da ja, ampak najboljša dirka po mojem, ko sem pa šla, sicer se jaz ne spomnim dosti, ko sem dobil pretres, je bila pa Pihla. To je bila una komadna rampa, če se spomniš na začetku. Tišen, okej, Tišen. Ja, Pihla, Forkross, mislim, da se je rekla, ja. Ker mislim, da je bil še Novak zelo sprej, če ni celo zmagal.
Pismo, ja, ne vem. Ja, v glavnem. Vem, da sta bile dve kategorije. Juniori smo bili mi, pa je bila pa ena, je bila pa elite. So bili pa zlati časi živalskega dvoboja in so bili tudi zlati časi bike fightov. Se zdaj to Prav, nič ne obstaja. Ne, nič ne obstaja, tudi že takrat, kmalu za našo generacijo. Tega itak ni več v Sloveniji, ne? Ali še? Ne, jaz mislim, ne, zdaj so BMX tekme. Ja, pa pump tracki zdaj prevladujejo. Pa pump track je tudi mi delamo, oziroma jaz pomagam včasih. Ej, a veš, kam bi se, jaz rad bi zapeljal ta pogovor mal na... jaz se spomnim tebe, ka si imel, ne vem, je bilo to pri smučanju, ali je bilo, mislim, da je bilo od smučanja že takrat, da si imel eno poškodbo telih vezi, kolen, ja, ne vem. Ja, sem imel 3 operacije, poje. Ja, no, in takrat se jaz tebe spomnim, itak žilast, polhan energije, si prišel na en maraton treh občin v Grosuple. O, noro. Ti si imel bike za dual slalom, v bistvu. Ja, takrat mi ga šanci dal. Ahačič. Takrat un maraton in si prfuru boljš, kukar pa dost unih specialkam. Dej mal... to se ne... Mislim, to se glih ne spomnim rezultata. Veš, kaj me je najbolj zanimalo? Ta, ko bi rekel, si bil že neki poškodovan in kako se lotaš vse regeneracije, kar rečemo, jaz poznam zdaj, imam kar ene par prijateljev, ko vsi iščejo uno, the easy way out, ti si bil pa vedno ki se mi zdi, da če mu je doktor rekel, to moraš delati, si naredil uno, plus še dodatno, še... Ja, no. Pač tako, si kar hardcore. Bolj bom rekel, hvala za te lepe besede, ampak bolj se mi zdi, da ok, pomaga to, če smo mlajši zihar, ker se telo majhen bolj cel. Že 20+. Zelo pomaga, če ne piješ glih med rehabilitacijo ful alkohola. Ful ljudi začne to jemati kot nek party poja, veš, čas za vse ostalo. Bodimo realni, v njih cajtih, ti nisi se držal tega. No, ja, ampak je telo to zmogel, tako da definitivno najbolj pomaga predvsem ta prvo obdobje teh parih mesecev, ko se cela stvar klinično cel, ali kako temu pravijo doktori. Takrat Marko Macura, tudi danes zdravnik košarkarske reprezentance, mi takrat zabičal, da če mislim še karkoli bike vozati ali pa karkoli smučati, da moram pač delati tako, kot on reče. In sem pač rekel, ok, bom naredil vse, kar rečete. In sem pač, ja, 2-3 meseca počivaš, ker tudi paše. In pa delaš pač vse stvari postopoma, ampak čim bolj efektivno. Jaz pravim, ta trening brez kurca, ker vsi se lotijo raznih treningov, raznih vaj, ker so itak pretežke za vse te ljudi. Jaz sem tudi default, tako da vem, kjere vaje naj bi bile ok, pa kjere vaje so dosti tudi brez veze, oziroma so take fancy vaje, zato ker danes to vsi vidijo na medijih in tako naprej. Pa že v tistih cajtih so obstajale, no. Zato, da imajo ljudje, ki grejo vsak dan v fitness, nekaj za početi, čisto po domač povedano. Ampak jaz še vse mislim, da pač vaje so tiste, ki so namenjene določenim pač mišičnim skupinam oziroma določenim sklepom ali pa tem poškodbam, ali je to pliometrija, gre to za koordinacijo ali za karkoli. In to najbolj pomaga. Pol sem šel pa še jaz na rehabilitacijo v Čatež, kjer me je imel takrat ta iz Emiratov, zdaj se pa ne spomnim nekoga prinka. V glavnem ima veze, en zelo dober fizioterapevt, je imel tudi našega Gala Jakiča, to je ta smučar, ki je tudi na smuč, oziroma paraplegik je, paraplegik na vozičku, ki je pač tudi tekmoval. In so se tam tudi z Galom spoznala in tako naprej. No, v glavnem nima veze, kdaj gremo v tem poškodbam. Poslušaj doktorja, delaj tako, kar reče, probi še mečkam več, ampak ne preterati, pa ne trenirati brez kurca.